izbrana. Ugrabiti nas samo do teritorijalnih voda in proti naši volji nas pripeljati v Izrael. Nas zadrževati na dnu čolna, nam ne dovoliti, da gremo ven in tako naprej. Sramotno je, da so tisti, ki protestirajo proti genocidu, zatirani, medtem ko pravi vojni zločinci hodijo naokoli svobodno in se izognejo kazni za množične poboje ljudi. Svobodna Palestina in boj se ne bo ustavil. To je šele začetek. Torej, Greta se je vrnila in, kar ni presenečenje za nikogar, spet protestira proti nečemu, kar se v resnici ne dogaja. Ker je tako nepomembna in si bolj kot karkoli na svetu želi biti pomembna. In namesto, da bi si uredila pričesko in dejansko premislila, kaj počne, je spet na ulicah in povzroča hrup. Zakaj gre tokrat? No, veste, strelivo, ki naj bi financiralo genocid, razen, da se to v resnici sploh ne dogaja. Poglejmo vse podrobneje. Dobrodošli v oddaji Odziv. Trenutno smo pred Rheinmetall v Berlinu, kjer protestiramo proti genocidu, proti pošiljanju orožja, proti oboroževanju Izraela med genocidom. In za menoj tovariše nasilno pridržujejo in aretirajo, ker so želeli končati našo sokrivdo, ker protestirajo proti nemški sokrivdi za genocid. Nemčija je ena. Samo opomnik za vse. Nosi majico, na kateri piše Intifada. Ali veste, kaj pomeni beseda intifada? Samo. To je upor in večinoma nasilen. Ampak pozabimo na to za trenutek. Govori o genocidu v Gazi, ki se morda dogaja, ali pa tudi ne. To je odvisno od tega, ali si idiot, ali pa dejansko znaš pogledati informacije in razumeti, kaj je genocid. Vendar pa je s tem majhna težava, in sicer, da je ta nemška. Tovarno v resnici ne proizvaja stvari za Gazo. Proizvaja stvari za vojno v Ukrajini. Eden največjih dobaviteljev orožja Izraelu. Sramotno je, da so tisti, ki protestirajo proti genocidu, zatirani, medtem ko pravi vojni zločinci hodijo naokoli svobodno in se izognejo kazni za množične poboje ljudi. Osvobodite Palestino in boj se ne bo ustavil. To je šele začetek. Boj se ne bo ustavil, fantje. To je šele začetek. Začetek česa? Začetek tega, da poskušate preprečiti, da bi Ukrajinci bili rešeni pred Rusi, ki jih poskušajo okupirati. Ja, je to tisto, kar počnete, ker tukaj so dejstva, to se dogaja na terenu. Greta Thunberg se pridružuje približno 40 aktivistom iz skupine, ki se mirno borijo proti genocidu in blokirajo pisarno Rheinmetall AG v Berlinu. Protestniki so si prilepili roke na pločnik, da bi protestirali proti nemškemu izvozu orožja in končali tisto, kar označujejo kot sokrivdo pri genocidu v Gazi. To je eden izmed številnih napadov na Rheinmetall, katerega orožje gre predvsem v Ukrajino. In danes protestiramo pred podjetjem Rheinmetall, ki načrtuje gradnjo tovarne orožja v Berlinu, kjer bodo proizvajali strelivo, ki ga bodo poslali v Izrael. Oborožujejo jih za okupacijo, apartheid in genocid v Palestini in Libanonu. Imamo dolžnost, da se upremo in končamo svojo sokrivdo pri genocidu in množičnih pobojih. In to danes tudi počnemo. Veš, kaj je tvoja resnična dolžnost, Greta? Da znaš razmišljati. To bi bilo res lepo. Vsi mi ljudje v vesolju bi bili hvaležni, če bi dejansko lahko samo razmišljala. In mogoče, če bo šla nekam in si prilepila roke na tla, samo zato, ker nimaš nič boljšega za početi, potem bi bilo mogoče bolje, da najdeš kraj, ki dejansko financira genocid. Torej, Islamska republika. Mislim, da bi lahko šla v Islamsko republiko in tam našla tovarno streliva, ter si mogoče tam prilepila roke na tla. Ne, da bi prišla tako daleč, ker si svetlolasa in ženska, ampak to je druga stvar. Ampak zakaj ne greš tja in ustaviš njihov genocid? Ali pa v Nigerijo, ja, pobijanje nigerijskih kristjanov. Si slišala za to, kaj ne? Pojdi se ukvarjati s temi ljudmi, ker so dejansko vpleteni v genocid. Zakaj tega raje ne storiš tam? Namesto, da si lepiš roke na tla nemške tovarne, ki poskuša financirati Ukrajince pri obrambi pred Rusi. Ker Nemčija in Ukrajina nimata nobene zveze s konfliktom med Izraelom in Gazo, o katerem očitno nič ne veš, gre pa samo za ljudi, ki se poskušajo zaščititi pred invazijo. In zdi se, da jim stojiš na poti. In seveda ubogi ljudje, ki so v to vpleteni, so tako nedolžni. In prav ti so tisti, ki jih aretirajo. Morda jih aretirajo zato, ker počnejo stvari, ki so nezakonite. In morda, da bi se rešili, ker če si prilepiš roke na tla, lahko ugotoviš, da ti roke na dolgi rok niso prav koristne, veš? Morda je policijski poseg potreben za ljudi, ki si prilepijo roke na tla. Ne vem, a lahko nekoga aretiraš, ker je bedak.
Ne vem, na tej točki me to sploh ne bi presenetilo. Prav nadležno je, koliko časa imajo ti bedaki na voljo, da počnejo takšne stvari. Res ima čudovit jezen izraz na obrazu. Morda bi ga lahko posnemala. Mislim, poglej, ni videti prav srečna, ko jo pobirajo in aretirajo, ker je bila neumna. Vidiš ta obraz, ali pač? Ali izgledam tako? Ne, da bi se trudila izgledati kot Greta, nikoli ne bi mogla. Ampak kakorkoli, to so oni, ki sedijo zunaj, gladovno stavkajo in protestirajo za civiliste v Gazi. Sploh ne vem, če sploh vedo, kaj se še vedno dogaja v konfliktu v Gazi, ampak očitno jih niti ne zanima. To je še en opomnik, kako neverjetno neizobražena je in kako je poleg vsega še prava dramatičarka. Jaz sem boljša od nje. Rešujemo ljudi. Se spomnite, kako je v Gazo nesla tablete za gripo, ki so bile MD? Se vi spomnite tega, fantje? Kako so te Izraelci obravnavali? Videli smo jih, kako na svojih družbenih omrežjih delijo sendviče. Kako je bilo? Ja, verjetno so objavili veliko insceniranih PR videov. Kot sem rekla, nisem videla ničesar. Ampak storili so nezakonito dejanje, ko so Nisi videla tistega sendviča. Greta, videli smo te, ko si videla tisti sendvič. grabili so nas v mednarodnih vodah in proti naši volji nas pripeljali v Izrael, nas zadrževali na dnu čolna, nam niso dovolili ven in tako naprej. Ampak to ni prava zgodba tukaj. Prava zgodba je, da obstaja. Ali se vam zdi, da je Greta videti kot ugrabljena? Ali vas je tisti posnetek prepričal, da je bila ugrabljena ali ugrabljena na morju, kar je nezakonito? Res obvladajo zveneče fraze. Genocidi, okupacija in ugrabitev. Vse je neumnost. Ona je samo nora, duševno ni zdrava, potrebuje pomoč. Nekdo bi moral posredovati, da bi jo ustavili pri teh samopromocijskih akcijah, a žal so njeni starši preveč osredotočeni na njeno drugo noro sestro, da bi se sploh ukvarjali z njo. In če ne veste, o čem govorim, si vseeno glejte naše druge videoposnetke. Torej, Greta je spet nazaj in je spet nepomembna. Protestira na napačnih mestih zaradi napačnih stvari, ker očitno še vedno ni ugotovila, kako uporabljati umetno inteligenco. Saj je seveda želela samo škodovati vesolju. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.